Ste se med pogovorom kdaj opazovali? Na prvi pogled se zdi, da se takrat osredotočamo le na to, kar slišimo in kar želimo povedati. V resnici pa je naše telo pozorno še na mnogo drugih komunikacijskih dejavnikov. Verjetno ste že opazili, da ste uporabili govorico ali kretnje sogovornika, še posebej, če se vam je ta zdel zanimiv. Niste pa opazili, da se je vaše telo sinhroniziralo tudi na druge načine. Tega namreč zavestno nismo zmožni beležiti, pa vendar posnemamo tudi zardevanje, širjenje in oženje zenic, potenje ter celo srčni utrip. To je tako, kot da bi naše srce prevzelo ritem sogovornika. Zakaj naše telo vloži toliko truda v tako podrobno posnemanje sogovornika? Če je naše telo, tako imenovano naš metronom, usklajeno s sogovornikovim, lahko bolje predvidimo, kako se bo ritem sogovornika nadaljeval. Takšno usklajevanje nam omogoča, da se bolje razumemo, da lažje predvidimo sogovornikovo počutje in njegov namen. Takrat pogosto rečemo, da smo z nekom na isti valovni dolžini. Ali je torej mogoče celo, da se na takšen način med pogovorom uskladi tudi naša možganska aktivnost? Kaj se takrat v možganih pravzaprav dogaja? Prav to je zanimalo raziskovalno skupino Dr. Jiang. Tega vprašanja so se lotili z opazovanjem odziva možganov oziroma nevronov med pogovorom. Sledenje možganski aktivnosti med pogovorom ni preprosto. Potrebno je hkratno beleženje podatkov senzorjev na obeh udeležencih, ti senzorji pa morajo biti prenosljivi, da se lahko udeleženci gibljajo in pogovarjajo. Zato so uporabili tehniko, ki omogoča merjenje nevronske aktivnosti, poznano kot funkcionalna infrardeča spektrometrija, imenovana tudi fNIRS. Udeleženci so morali najprej mirovati in imeti zaprte oči. Tako so raziskovalci dobili podatke o tem, kako nevroni delujejo brez kakršnekoli stimulacije. Nato so opazovali vzorce nevronske aktivnosti v 4 različnih komunikacijskih situacijah. Pari, ki so sodelovali v raziskavi, so se pred tem že poznali. Pogovarjali so se na 4 različne načine. Obrnjeni drug proti drugemu so oblikovali dialog ali monolog. Iste naloge so nato izvedli še obrnjeni stran. Raziskovalce je zanimalo, ali je sinhronizacija nevronske aktivnosti v teh 4 situacijah različna in ali je različna tudi kakovost pogovora. Ko so pregledovali aktivnosti, ki so jih zabeležili senzorji, so primerjali sinhronizacijo nevronske aktivnosti v vseh 4 situacijah. Ugotovili so, da je bila nevronska aktivnost najbolj sinhronizirana med dialogom, kjer sta bili osebi obrnjeni druga proti drugi, manj pa med dialogom, kjer sta si kazali hrbet. Zanimivo pa je, da nevronske sinhronizacije ni bilo mogoče opaziti pri monologu, ne glede na to, ali sta se osebi gledali ali ne. Pomembna razlika v sinhronizaciji je bila torej opazna le, ko sta se osebi med pogovorom gledali. Pa je bila ta sinhronizacija vidna tudi v kakovosti pogovora? Da, ugotovili so, da je kakovost komunikacije boljša, kadar poteka iz oči v oči. Ravno tako so ugotovili, da imata udeleženca v dialogu podobna prepričanja o kakovosti pogovora. Vse se pravzaprav začne že s prvim očesnim stikom. Ko se pogled ujame, se med osebama vzpostavi vez, ki preko posnemanja in usklajevanja govorice obraza, kreten in drugih neverbalnih znakov pripomore k boljšemu razumevanju čustev in dejanj druge osebe. Spodbudi namreč našo sposobnost empatije. Ta pa je odlična iztočnica za začetek pogovora, sprejemanje novih in drugačnih mnenj, za deljenje zgodb in za iskanje kompromisov.
Medtem pa se naši možgani znova in znova poskušajo ujeti na isto valovno dolžino in nam tako pomagajo, da se bolje razumemo in čutimo drug z drugim. V trenutnem obdobju je vse to še toliko bolj pomembno, saj so naši stiki zaradi varovanja zdravja omejeni. Obtičali smo v nekakšnem mehurčku, kjer se ohranjanje kakovostnih odnosov pogosto zdi naporno in omejeno le na sporočila in klice. Prav zato naj nas ta raziskava spodbudi k uporabi tistih tehnologij, ki omogočajo, da vidimo obraze svojih sogovornikov. Hkrati pa ne pozabimo na tiste, ki so ob nas. Večkrat se potrudimo, da se pogovorimo, da delimo mnenja, ideje in počutje ter se skupaj nasmejemo. Bi želeli izvedeti več o delovanju možganov v povezavi z odnosi? Lepo vabljeni na teden možganov, ki bo potekal od 15. do 19. marca 2021 v celoti na spletu.